Prejeli smo precej vprašanj, tako da bi kar začeli. Vprašanja so zelo raznolika, tako da bi ta čas, ki ga imamo na voljo, čim bolj izkoristili. Smo nekako vprašanja pogrupirali v 5 segmentov. Še vedno se pojavlja vprašanje, kdo poroča, kaj in kako, ker so določene situacije precej unikatne, tako da bomo dali tu nekaj odgovorov, pa tudi v javnosti se je v zadnjem času precej pisalo, morda z določenimi informacijami, ki niso bile najbolj eksaktne in so se določene zmede pojavljale tudi v tem razumevanju, tako da bomo na hitro razjasnili določene morda mejne primere oziroma kaj narediti v kakšni situaciji, ki ni čisto najbolj čista. Drugi segment je torej dvojna pomembnost, v kateri je še vedno fokus, kajti vemo, da na tem sloni ali pade celotno poročilo. Izbira podatkovnih točk, tudi tu je bilo nekaj vprašanj, revizijski pregled in na koncu objava poročila, kakšna elektronska oblika mora biti, jezikovne različice in nekaj vprašanj torej v tem segmentu. Tako da, če ste za, bi potem kar nekako štartali. Vprašanj, kot rečeno, je precej in tudi nekateri odgovori so relativno kompleksni. Poskušala bom biti čim bolj natančna v nekem kratkem časovnem obdobju. Če bi bilo pa kaj še naknadno, seveda se poznamo in se lahko slišimo tako ali drugače. Torej, kdo poroča in kdaj? Zlasti je bilo več vprašanj teh faz, kdaj, kdo. Torej, v prvem obdobju poročate tisti, ki ste že do sedaj bili zavezanci za nefinančno poročanje. Prvo obdobje torej poročate leta 2025 za 2024. Tu je bilo nekaj zmede v splošni javnosti, medijski, ker so se navajali samo določene družbe, ki kotirajo na borzi. Se pravi, ta diapazon podjetij je veliko širši, torej ne gre samo za družbe 500 plus, ki kotirajo na borzi, ampak za celotno skupino dosedanjih zavezancev po direktivi o nefinančnem poročanju.